V dobi AIDS-a, AIDS poznamo že malo več kot 30 let, mislim, da je leta 1981 ta pridobljeni sindrom imunske pomanjkljivosti bil najden. Po 30 in nekaj letih prav gotovo vsi se dobro zavedamo, kaj pomeni imunski sistem. Kajti, če ne bi bilo nečesa, to bomo kasneje ugotovili, kar se bojuje v našem telesu, prav gotovo, ker smo verjetno, mogoče tudi osebno, ali pa če ne osebno, vsaj na televiziji ali na internetu, videli bolnike, ki so umrli zaradi pomanjkljivega imunskega sistema, bi prav gotovo, če ne bi tega bilo, bile posledice zelo težke. Torej, naše telo bi s časom zgnilo, oziroma prej bi že umrlo, preden bi zgnilo. Torej, pomen imunskega sistema danes nam ni potrebno, ne vem kako, poudarjati. Mi dobro vemo, da on je tukaj, da ima pomembno funkcijo, pa vendar, kot ste že slišali, zelo malo vemo o njemu. Ne vem, mogoče sem koga danes tukaj podcenil, ampak jaz bom šel od sebe. Ne? Prav danes sem rekel Lidiji, preden smo šli, sem se rekel, gled Lidija, nikoli mi ni bil imunski sistem prav se prilegel, ne vem, tako kot druge veje v medicini. Pa vendar, ko sem se lotil te teme, to je bil njena ideja, sem se moral ponovno s tem ukvarjati in na koncu, ko sem prišel do konca, sem rekel, nisem veliko več kaj novega izvedel tega, kar sem prej izvedel, samo sem spet navdušen in to navdušenje bom danes poskušal prenesti na vas. Razumeti, kako deluje imunski sistem, je še vedno povezano s številnimi zapletenimi shemami in izrazi in zato odbija danes, kot sem že rekel, marsikaterega ljubitelja na področju zdravja in medicine. In sem rekel, zakaj se ne bi tudi mi danes malce poigrali in se drznili poglobiti v to na prvi pogled tako neprivlačno in zapleteno področje medicine in zdravja. In za uvod, takoj vam povem, kar sem že rekel gospe direktorici, danes sem pripravljen, da me vsakič zaustavite, prosim lepo, če bom kaj nerazumljiv. A bom sigurno. To bom sigurno. Kajti tudi meni so te stvari zelo, zelo težka snov, da rečem. Tako, gremo najprej malo filozofsko. Kaj bi bila definicija imunskega sistema v najširšem pomenu besede imunost ali pa ena beseda, ki nam je mogoče bolj tako znana, ste slišali, imuniteta. To je isto. Imunost ali pa imuniteta isto. Vendar naši politiki radi uporabljajo prav to besedo imuniteta. Evo, zdaj šola je, morate mi reči. Kaj je imuniteta? Odpornost. Nedotakljivost. Bravo, gospodjari. Nedotakljivost. To je imuniteta, če nekemu poslancu vzamejo imuniteto, pač se tako izglasuje, v skupščini, recite? Ga lahko sodijo. Tako. On je lahko potem podvržen sodnem procesu, gre najprej konkretno, kako to vse gre, na preiskovalno sodišče in tako naprej, dokler ne bo tudi obsojen, če se najde, da je obsojen. Torej, on je izgubil svojo nedotakljivost. Torej, če človek izgubi imuniteto, on je podvržen temu, da je njegovo telo ogroženo. In jaz sem malce primerjal, pravim, še vedno smo na področju filozofije, malce sem primerjal imuniteto in integriteto. Kaj pa je integriteta? Celovitost. Vendar danes, še posebno v angleščini, beseda integrity se uporablja za nekoga, za katerega se hoče reči, da je vseh svojih dejanjih, grem narobe, vseh svojih mislih, besedah in dejanjih, tako gremo tako, kot bo rekel župnik, mislih, besedah in dejanjih neoporečen. To bi bilo nekaj idealnega. To je integriteta. Tako tudi, če govorimo o integriteti našega, takega bi rekel, duhovno-duševnega področja, tako je imuniteta zelo pomembna, kar se tiče naše telesne celovitosti. Torej, imunski sistem je pravzaprav, zdaj gremo še vedno malo na široko, sistem številnih
bioloških struktur in procesov telesa z namenom zaščite pred boleznimi. Še vedno nismo spoznali nobenega organa, nobene celice, ničesar, nobenega tkiva. Še vedno se pogovarjamo bolj filozofsko. Vendar prišli smo do enega zelo pomembnega stavka in ugotovitve. Za normalno funkcioniranje našega telesa oziroma imunskega sistema je potrebno, da ta imunski sistem strogo ločuje med tujim in lastnim. To je osnovno načelo imunskega sistema. Da ve, kaj je moje in kaj ni moje. Da tisto, kar je moje, pusti pri miru in da tisto, kar ni mojega, napade. Dobesedno napade. Kasneje bomo videli kako. Zakaj? Zato, da ohrani mene. Ko jaz govorim mene, vi morate misliti vsak na sebe. Ne? Pri tem je tako organiziran, da je organiziran v več plasteh. Kako bi vam to najbolje ponazoril? Ali ste bili v zadnjem času na naši občini? Po čem ste? Ali ste opazili neko spremembo, recimo v primerjavi z, ne vem, koliko let nazaj? Ali mogoče niti leto ni nazaj? Ali ne, da vsi tako neko prikimavamo z glavo. Ne moreš tja naprej, če te tam varnostnik ne bo legitimiral, ne? Moraš mu pokazati osebno in mu moraš povedati, kam greš. Vendar, kot sem rekel, že dolgo niste bili na občini nekateri, vidim. Dobro. In potem, ko se napotite tam, kamor želite, recimo, če je slučajno vaš cilj župan, kaj mislite, da so vse kontrole minile? Ne, tam je še kdo, ko pridete. So še ena vrata in še za temi vrati je tajnica. In pol so šele ena vrata in tam je šele župan. Nekaj podobno recimo, se dogaja tudi v nekih drugih recimo, organizacijah, ki so bolj, moram reči, zaščitene, kot je navadni župan in občina. Ne? Da ne govorimo recimo o Beli hiši. Ne? Obstajajo torej te večplastne nivoji obrambe. Ravno tako je tudi z našim imunskim sistemom, ki ščiti organizem po načinu te večplastne obrambe s stopnjevanjem specifičnosti. Torej, v začetku vse zaustavlja, ni važno kaj, potem pa naprej je bolj natančen, kakšne pač agence ali snovi bo zaustavljal. Najprej tukaj obstaja beseda fizično-kemične ovire. Tu nimamo nobenih celic. Katera je, evo spet vprašanje za vse vas, kateri je za nas mogoče samoumeven del našega telesa, pa je pravzaprav prvi del našega imunskega sistema. Koža. Ja, obleka je dobra beseda, samo ni del nas. Obleko pač smo si kupili, sešili, ne vem, to, kar imamo mi, je koža. Točno, to je koža. Ko sem tukaj omenil fizično-kemične ovire, koža ima kaj? Stalen, en konstanten pH. Torej, koliko je kisla, koliko je lužnata, tam nekje malo čez 7 in to tudi vzdržuje na nek način zaščito našega telesa. Še bolj pomembna ta beseda kemična ovira velja za sluznice. Ker ves čas, ko jaz zdaj govorim, jaz odpiram svoja usta in moja ustna votlina, ki je mokra, je zelo, zelo lepo gnezdo za množico klic, ki tukaj, mi se niti ne zavedamo, koliko različnih klic tukaj leti naokoli. Ravno tako tudi jaz verjetno mečem svoje proti vam. Ne? In naše, jaz mogoče več kot vi, ker govorim, in naše sluznice imajo kemične snovi, ki zaustavljajo, pa ne samo kemične, kasneje bomo videli tudi neke druge, ampak zdaj tukaj smo na teh fizično-kemičnih ovirah. Potem imamo, tu bom takoj tudi ta tretji del, imamo naš imunski sistem, dejansko imunski sistem, ki je organiziran tudi z nekaterimi organi, ki so določeni in tudi povezani, kasneje bomo videli kako, ki ga delimo na dva nivoja, na tako zvani prirojeni ali naravni, nespecifični imunski odziv in naučeni, adaptivni, specifični imunski odziv. Ta dva nivoja
sta bolj postavljena v smislu tega, kako deluje naš imunski sistem, ne kako je zgrajen. Kako je zgrajen, kasneje boste videli, težko je napraviti nekega reda pri imunskem sistemu. Ampak pri delovanju, in to je ta razdelitev, ki si jo bomo danes za celo predavanje zapomnili, to je prirojeni, naravni imunski sistem in naučeni, adaptivni, specifični odziv imunskega sistema. Zanimivo je, da ta prirojeni, naravni je značilen za vse živo, da rečemo. Celo navadne amebe imajo neke snovi na sebi, ki jih branijo od nekih napadalcev, nekih agensov. Po drugi strani pa ta naučeni, adaptivni imunski sistem, kasneje bomo videli, zakaj se gre, je značilen šele od vretenčarjev. In to vretenčarjev, ki imajo čelust. In zdaj nekako, da primerjamo, slišali smo, da obstajata prirojeni in naučeni imunski odziv, da vidimo, v čem so razlike. Prirojeni imunski odziv je pri njem odziv nespecifičen. Torej, kot ste že prej slišali, ni važno, kdo je prišel dol na porto oziroma vstop na občino, vsak mora pokazati svojo osebno izkaznico. Torej, ne glede na to, kdo je, kaj je, tukaj naše neke celice, zdaj ne govorimo katere, to pridemo tega kasneje, bodo reagirale. Pri naučenem odzivu je vedno glede na patogen, je specifičen, torej na ta agens, ki lahko povzroča bolezen. To je patogen ali antigen, kakorkoli že. Antigen bomo kasneje, ko bomo govorili o protitelesih, dobesedno rekli, zakaj se gre. Izpostavljenost pri prirojenem vedno vodi do takojšnjega in maksimalnega odziva. Kasneje boste videli, da je to pravzaprav vnetje. Kako se to kaže, bomo videli kasneje. Pri tem naučenem odzivu vedno obstaja en zamik. Od spoznavanja agensa pa do izdelave teh celic, zdaj že govorimo o celicah, do izdelave celic, ki bodo delovale bodisi direktno, bodisi preko proizvajanja protiteles, in to šele kasneje z zamikom. Zamikom, ki je lahko nekaj dni do mogoče enega meseca kasneje deluje. Ta lastnost tega delovanja z zamikom, kasneje bomo še večkrat ponovili, se uporablja prav pri cepljenju. Da torej naučimo naše telo, naš sistem, da reagira proti nečemu. In tukaj imamo zdaj nekaj, kar je istega. Celice kot agense, ki delujejo v tem prirojenem, primitivnem, da rečem, imunskem odzivu, se srečujemo in pri enem in pri drugem. Srečujemo jih tudi pri naučenem imunskem odzivu. Gre pa za včasih malo različne vrste celic, včasih pa za iste. Če imamo recimo organizem primitivni, ki nima sploh naučenega odziva, tam so to samo fagociti, makrofagi, torej takšne celice, kasneje boste videli, ki imajo svojo lastnost, da za svojo citoplazmo objamejo agens in ga dobesedno požrejo vase. Pri celicah, limfocitih, pri bolj kompliciranih organizmih, kot je tudi naš, tam imamo dejansko ubijanje in pobijanje z raznimi kemičnimi snovmi. Kot smo že prej verjetno sami nekako naslutili, tu ni imunskega spomina. Torej, varnostnika ne zanima, ali je on vas spoznal kaj ali ne, on pravi osebno pokaži. Pri naučenem, tem bolj specifičnem imunskem odzivu, izpostavljenost vodi do imunskega spomina. In če ste vi že enkrat prišli gor in tam vas poznajo na hodniku, da ste že bili nekajkrat pri županu, nihče vas ne bo tam vprašal več, ali imate osebno ali ne. Aha, to ste vi, gospod ta in ta, izvolite, pa še posebno, če ste najavljeni slučajno, izvolite naprej. Tako, to je ta specifični imunski odziv. Ali pa poznamo vas, vi ste sovražnik, ne? In mi vemo, kaj vi celo mislite, ne? Kasneje bomo videli malo o špionaži. In to, kot sem prej rekel, ta primarni, primitivni ali nativni imunski prirojeni je prisoten skoraj pri vseh oblikah življenja, ki jih poznamo, od ameb naprej. A tale imunski specifični odziv je prisoten samo pri vretenčarjih s čelustjo. Končno smo malo iz teorije prišli do sličic.
Zdaj eno vprašanje. Lidija je že omenila, da imamo zelo znane sisteme organov. Če bi recimo učencu 9. razreda, ki je hkrati kolikor toliko likovno nadarjen, recimo, rekli, nariši nam neki od teh sistemov, ki jih tukaj vidite, obtočilni, živčni, dihalni, prebavni, okostje, mišični, torej to bi lahko tudi skupaj imenovali, če bi skupaj dali kot gibalni sistem, in mu rekli, nariši nam to, jaz sem 100% pa še že zna risati, da bi nam katerega koli od teh z uspehom narisal. In bi prepoznali, zakaj se gre. Še posebno prebavni sistem. Tukaj še manjka nekaj sistemov, veste, to niso vsi sistemi, ki se dajo narisati, ampak tako, za naše potrebe je to. Vendar, kaj bi se zgodilo, če bi mi njemu rekli, nariši mi imunski sistem? Kaj bi se zgodilo, če bi jaz vam rekel? Ne narišite, opišite, naštejte. Kaj gre v imunski sistem? Koža, dobro, to smo že rekli, ampak koža ni. Koža, dobro, ona je neki fizična barijera, nespecifična, kot smo rekli, ampak imunski sistem. Medicinski delavci ne rabite zdaj odgovarjati. Bezgavke. Ok, gremo naprej. Ja, da se narisati. Vendar nekaj je zanimivega pri tem, da se narisati. Vendar nekako ni neke kontinuitete. Razmetano vse povsod, razmetano po drugih organih, različnimi tkivi. Konkretno ljudje dostikrat celo napačno, ampak rečejo namesto bezgavk, rečejo limfne žleze. Ali je bezgavka žleza? Je? Ni žleza, nima žleznega tkiva. Žlezno tkivo je tipični epitel, ki je zgrajen tako, da izloča neko tekočino. Dobro, mi imamo tukaj limfo, mezgovnico, vendar mezgo, ne? Lahko naštejemo posamezne organe tega limfnega sistema, če jih lahko naštejemo. Značilno zanje je, kot smo rekli, da nam se ne kažejo kot povezani. Pa vendar so. Povezani so z limfnimi žilami ali mezgovnicami. Kdo je od nas, ne bom rekel vas, kdo je od nas videl kdaj kakšno limfno žilo? Sestre medicinske, smo zdaj videli rane, smo videli rane, ne da? Ogromno ran smo videli. Pa tudi vi, ki niste medicinari. A ste kdaj videli limfno žilo? Zakaj jih ne vidimo? A so? In niso niti tako majhne, da če bi nekdo hotel reči, so mikroskopske, so majhne. Ne, niso majhne, so kar široke, tudi milimeter, 2. Bi se lahko videle. Zakaj jih ne vidimo? Notranjosti telesa. Zato, ne, rana recimo, pri rani, govorimo o rani. Se tudi vem včasih vidimo, ampak arterij ne vidimo, sploh ne, če ne pride do rane. Zato, ker skozi nje teče limfa, mezga, ki je kakšna? Prozorna, tako mlečno prozorna, in zato se ne vidi. To, da mi vidimo krvne žile, je pravzaprav zaradi krvi. Drugače tudi njih verjetno ne bi videli tako dobro, nekatere so res debele in velike, takšnih limfnih žil sploh tudi ni tako debelih. To je, one limfne žile torej povezujejo ta navidez nepovezani sistem. Spet deluje. Potem imamo tukaj kostni mozeg. Tu v tej kosti se nahaja kostni mozeg. Kostni mozeg je eno tkivo, ki je popolnoma drugačno od limfnih bezgavk, od limfnih žil, vendar najbolj pomemben, da rečemo, organ v celotnem imunskem sistemu. Zato, ker karkoli je, v njem nastane. Potem imamo timus ali prižec. Ali ste kdaj slišali za to žlezo? Če se tako res imenuje žleza, za ta organ. Ja, nekateri ste, nekateri niste. Vidite, zato govorimo tudi o skrivnosti imunskega sistema. A zakaj ne slišimo o timusu veliko ali o prižecu? Zato, ker ga od nas tukaj, ki sedimo, ja, res je, skoraj ga nihče nima več.
Namreč timus ali priželjc nekje v puberteti se razkroji in razpade. Pravijo, da pri človeku, ki je star tam nekje 70 do 80 let, je 5 gramov ostalo od organa, ki je tehtal nekje 40 gramov. Torej za 8-krat se zmanjša, ostane še vedno, ampak neznačilen. Timus je mogoče najbolj pomembni organ v imunskem sistemu. Bom govoril timus, lepše mi je reči. Navajen sem tako. Vi že veste, zakaj gre. Timus, zaradi besede T, s katero se začne, je zaznamoval eno celo populacijo limfocitov. T limfocitov. Kasneje malo več o njih. Timus ima pomembno vlogo, pri čem? Da, ko prihaja v zgodnjem otroštvu, celo v fetalnem razvoju, torej v intrauterinem, znotraj materničnem razvoju, on je tisti organ, ki bo naučil v tem našem drugem delu imunskega sistema, naučil limfne celice, te imunske celice, limfne celice, kaj je naše, kaj ni naše, kaj je moje, kaj ni moje. Zdaj, kako bo jih naučil, kaj ni moje? Ajmo malo v ganke. Eno vprašanje, kako ve bančna uslužbenka, kateri je ponarejeni denar in kateri je pravi? Po čem se bo naučila bančna uslužbenka, kateri je pravi denar? Prvo s svojimi čutili, potem ima pa še aparat, če ne gre. Dobro, ima aparate, danes že, včasih niso imeli, danes imajo to, čeprav moram reči, da ta aparat, on preizkuša samo en del teh številnih znamenj pravega denarja. Da se vrnemo na začetek. Bančna uslužbenka bo prepoznala pravi denar tako, ker jo bodo naučili, kako izgleda pravi denar. Kaj ima? Nihče ne bo bančne uslužbenke učil, kaj vse lahko ponarejevalci naredijo kot lažni denar. Z tega ne bo imela nobene koristi. Ona se mora dobro naučiti, kako izgleda pravi bankovec. Kakšne ima zaščitne oznake, in vse to drugo. Aparati tu seveda je na veliko pomoč, ker to je eno zelo težko ponaredljivih delov denarja, torej tiste ultravijoličaste dlačice, ki jih postavijo v papir, ta poseben papir za denar. Ampak to ni edini kot se. Ona mora, tako tudi naše limfne celice, že od samega začetka našega razvoja, se v timusu srečujejo z vsemi možnimi našimi antigeni. Kaj so bezgavke pravzaprav? Bezgavke so mesta, v katerih se bodo te razne nesnage, ki jih poberejo te celice, srečevale prav s temi te limfociti, katere smo govorili prej, in kjer jih oni bodo tam prepoznali kot tuje in se vključili v razmnoževanje in delali klone. Veste, kaj so kloni? Torej, to so množice živih organizmov, ki so vse enake ena drugi. Tako, druga. To so kloni. In potem nastajajo kloni istih T celic ali pa istih B celic, kasneje videli, kaj so še B celice. Dobro. Skozi nje preteka mezga in v njih nosite torej to nesnago, kar je pobrala z kraja vnetja, z kraja vdora. Tukaj je še vranica. Vranica je en zelo pomemben organ, pa boste rekli, saj mogoče nekdo med vami tukaj tudi brez njega. Vranica ima dvojno funkcijo. Vranica ima funkcijo prečiščevanja krvi, ampak tudi prečiščevanja limfe. Zakaj? Vranica ima dva dela, tako zvano rdečo in belo pulpo. Rdeča pulpa je večji del vranice in v rdeči pulpi se zadržujejo odsluženi eritrociti, rdeče krvničke. Torej, naše rdeče krvničke ne živijo tako dolgo kot mi, živijo nekje 2 do 3 mesece. In v vranici enostavno tam poginejo, da rečemo. Tam poginejo in tam zapustijo vse tisto, kar je koristno in kar lahko po krvi naprej se vgradi v nove eritrocite. To je ta poglavitna funkcija vranice. Vendar vranica ima še to drugo funkcijo v beli pulpi, ker se podobno kot v limfnih bezgavkah nabirajo torej bele krvničke, ti limfociti, kasneje bomo rekli, da so limfociti pravzaprav del belih krvničk in
prav tako tam razvijajo to specifično imunost ali pa priučeno imunost. In kaj imamo še? Kot vidite tukaj, torej imamo žrelnico, imamo mandle, imamo Peyerjeve ploščice v debelem črevesu. Kaj so te stvari? To je ena vrsta bezgavk, ki se nahajajo v sluznicah. Prej, kot sem vam govoril, ne, o mojih ustih, pljuča, tudi imamo bronhi, to je limfatično tkivo v bronhih. Torej vse te sluznice imajo folikle, folikli so pravzaprav eni mehurčki, minimalni, mikroskopski, v katerih se nahajajo številne celice, podobne kot v limfnih bezgavkah, ki prav tako tam stražijo za vdor tistih nepridipravov, ki prihajajo v naše telo, prav tam. In kot vidite, celo v debelem črevesu in v tankem črevesu, tukaj malo je narobe napisano, mora biti tudi omenjeno tanko črevo, ker tudi v tankem črevu imamo te Peyerjeve ploščice, ki stražijo, da neke stvari ne preidejo naprej in da se tam že ujamejo. Evo, ali bomo naslednjič znali narisati imunski sistem? Bolj ali manj. Ni nam tako, vidite, moramo, če hočemo narisati imunski sistem, moramo pljuča narisati. Moramo narisati neke dele tudi gibalnega sistema, kosti moramo narisati. Očitno vam je jasno, zakaj je to malo čudna zadeva. Ampak on je tu in brez njega ne bi bilo to, kar je. Sedaj pa nam je ostalo nekaj, kar je zelo pomembna zadeva, preden se lotimo samega vnetja in tega torej, primitivnega odziva imunskega in tega specifičnega naučenega odziva. A to je, da ugotovimo, kako nastajajo te krvne celice, katere sploh so vse krvne celice. Malo se vrnemo nazaj na krvno sliko. Pogosto mi pacienti prinesejo na pogled svojo krvno sliko in pa rečejo, dajte mi pojasniti. Pa evo sedaj za vse pojasnite. Za te, ki so vprašali in ki niso. To, kar mi gledamo v krvi, se nahaja tukaj in tukaj. To se nahaja v krvi. To mi vidimo v krvi in to naši aparati zdaj štejejo. Včasih niso bili aparati, včasih so to bile laborantke z mikroskopom in z barvicami in prav zaradi teh barvic in mikroskopov so ostala ta imena. Te celice niso v naravi tako pisane. Te celice so dejansko bele, prozorne, da rečem, zato jih tudi ne vidimo, kot sem rekel, v limfi in drugje. Te celice imajo svoje nazive po barvilih, ki so jih uporabljali laboranti, da bi jih ugotovili. Edina celica, ki je naravno rdeča in je dejansko rdeča, to so eritrociti. Vse te druge celice imajo ta imena, zaradi tega, ker so tako bile obarvane, da bi se v diferencialni krvni sliki videli. Ampak imena so ostala, čeprav danes ne barvamo več. Danes ti aparati laserski, oni lahko na podlagi prestrelitve posamezne celice razlikujejo, za katere gre. No, da se mi vrnemo tu. Vidite, tega mi ne delamo v splošni ambulanti, vendar nekdo to mora delati tudi. To je kostni mozek. Tukaj nastajajo vse krvne celice. Krvotvorna matična celica je izhodišče, iz katere še vedno v kostnem mozgu nastajajo mieloidne pracelice in limfoidne pracelice. Zanimivo, od mieloidnih pracelic nastajajo eritrociti, rdeče krvničke, ki jih je največ. V bistvu, če stisnete vse celice, recimo pri centrifugi, ko se določa hematokrit, hematokrit je tam nekje, se vrti med 40 in 45% normalno, ali pa tudi malo več. Torej, tisto, kar ostane 55% je serum, je prozorno serum, tam ni nobene celice več. In od teh 45%, ker so celice, je 99% so eritrociti. Zato je kri rdeča. To drugo, kar so trombociti, neutrofilci, eozinofili, to so bele krvne celice ali pa levkociti, ti so nastale iz mieloidnih pracelic. Vendar to niso vse. To so še limfociti. Vi vidite tam na izvidu, piše tudi limfociti.
Sedaj, ne vem, to lahko tudi preskočimo, ker bomo kasneje, ko bomo v vnetju govorili malo več, da ker nam čas tudi malo spreganja, lahko bi že povedal tukaj nekaj o vnetju in o dendritičnih celicah, ampak to bomo kasneje govorili o naravnih celicah v bijalkah, ki ravno tako nastajajo iz teh limfoidnih pracelic. A sem jaz zelo jasen, nihče nič ne vpraša. Ja, zato sem zdaj za vas pripravil eno risanko, oziroma karikaturo ali strip, to je strip. Preden se bomo lotili vnetja in kot primarnega odziva imunskega, primitivnega, naravnega in kasneje tudi sekundarnega, dobro si ogledati ta strip. Ko si ga malo tako dlje ogledujemo, naenkrat nam postaje vse tisto jasno, o čem sem jaz pregovoril, a ko bomo šli skozi vse, nam bo še bolj jasno in boste videli, na koncu vam dal spet to sliko. Zakaj? Zato, ker takrat boste že sami vedeli vse. Namreč, to so vdorniki. Vidite, eden od teh vdornikov nosi ime rak. To ni rak tisti iz reke ali pa iz morja, to so rakave celice. Samo to je tako, ker je to vse skupaj, kot vidite, neka mala karikatura. To predstavlja naše rakave celice. Naše. Ali so res naše? To je vprašanje, ne? In to so tiste mehanične ovire, o kateri smo govorili. Koža, solze, kemična ovira, v želodcu močna kislina ali pa refleksi, ko izkašljujemo ven. To je ta prva obrambna črta. Takoj za njo, ko to slučajno on gre skozi, potem so tukaj fagociti. Celice, ki požirajo. Spomnite, ne? Celice, ki požirajo. Potem so tukaj zaščitni proteini, komplementni kompleks proteinov, ki se takoj spravi na vdornika. In potem so tukaj naravne celice ubijalke. Njih ste že videli tam, to je ena posebna sorta celic, zanimiva, ne? In rezultat vsega tega je nastanek vnetja in vročice. Pač izločajo se razne kemične snovi, ki povzročajo temperaturo tega dela, lokalno, ker se kri tam nabere, vse skupaj zardeči. Vnetje je, veste, značilno potem, ima 5 značilnosti, da je rdeče, da je otečeno, da je boleče, da boleče, da rdeče, da otečeno, da je funkcija oslabljena in kaj še? Toplo. In da je toplo. 5 stvari je. In da je toplo. Hvala, da je vroče. Hvala. Torej, evo ga, tukaj je ta metalec ognja, ne? Torej, to je vse skupaj ta prva obrambna črta, nespecifična imuniteta. Ali pa bi rekli, kot smo prej rekli, primitivna, primarna, prirojena imuniteta. To je tu. Vendar, kot kasneje boste videli pri vnetju, nekaj od teh delcev pride tudi do strokovnjakov. To so ti špioni. Oni pa, tukaj so T limfociti in B limfociti, kateri proizvedejo posebna protitelesa in posebne celice, ki so sposobne na en tihi način se bojevati proti takim vdornikom. In tukaj je skrivnost cepljenja pravzaprav. Namreč, kadar mi zbolimo za gripo, imamo to zadevo, ne? Vnetje, vročica, bolniška 2 tedna, ne? Najmanj včasih. Ali pa kakor kdo, nekdo tudi po 1 tednu pobere. Če pa se cepimo proti gripi, potem pride tudi do vsega tega. Marsikateri poroča o nekih, ampak je to tako minimalno. Zato, ker se pri cepljenju proti gripi mi ne cepimo z živim virusom, celotnim. Mi dobimo en delček tistega virusa gripe, kateri je čisto zadosti tem strokovnjakom zgoraj, da se opredelijo in da potem, ko pride pravi virus gripe, da ga tepejo samo po eni značilnosti. Ker lastnost živih organizmov, živih celic je ta, da ne funkcionirajo, tudi če jim samo ena zadeva manjka, ne? In to je to. Recimo, če je to neki površinski antigen ali pa jedrni antigen, pač odvisno, kaj cepivo vsebuje, ne? In potem mi v drugi vojni nimamo več tega boja, imamo pač te prefinjene atentatorje, veste, ki se spravijo čak. In nikjer nismo v časopisu niti prebrali, da je bila kakšna vojna, do vojne ni prišlo, ker so se za to potrudili ti. Včasih je tudi specialna vojna, poznate tudi te zadeve, ne? To so vse vojne brez
velikega preplaha. Zato se cepimo. Da bi lažje se soočali z udiralci in nasprotniki našega zdravega počutja. Zdaj pa to je bila karikatura prej, ne? To pa je zdaj približno spet schematsko, kako to izgleda v telesu. Ne? Tukaj imamo en recimo dogodek, nam zelo pogost, ne? Poškodujemo se s trščico. Trščica seveda ni čista, ne? Pa tudi koža zunaj ni čista, ne? In z njo pridejo bakterije v telo. Prvi tukaj so že v tkivu makrofagi, ki se ukvarjajo s fagocitozo, torej z goltanjem, s požiranjem teh bakterij. Potem so tukaj še zaradi tega aktivirani vnetni mediatorji, razni interleukini se imenujejo, ki povezujejo delovanje. Potem se aktivirajo mastociti, ki sprožajo izločanje histamina, histamin pa sproža širjenje krvne žile. Krvna žila, ko se širi, potem, vidite, to je notranjost krvne žile, tukaj nastajajo male razpoke, to so pore, skozi katere potem pride do takozvane diapedeze, kot ne vidite, to, da se ven stiskajo, torej te luknje so manjše od teh levkocitov, ki so tukaj, to so ti neutrofilci, ne, ki se ven stiskajo in potem postajajo fagociti in požirajo te bakterije. Seveda, to je samo ta prvi del. To, kar sem jaz govoril, je tu vse napisano. Fagociti takoj začno požirati. Tu je prisotni mastociti izločajo dejavnike histamin, ki povzročajo širjenje kapilar in odpiranje por na njih. Levkotrijeni vplivajo na gibanje levkocitov, privlačijo jih. Prostaglandini, to so tisti dejavniki, ki povzročajo v termoregulacijskem centru tudi dvig temperature, telesne temperature. Neutrofilci in makrofagi odstranjujejo patogene s fagocitozo, hkrati pa izločajo citokine, to so pač snovi, ki privlačijo ostale celice, da pridejo na kraj poškodbe tkiva. Vendar, kot sem rekel, to je samo začetek. Tukaj je opisano malo bolj razširjeno, kaj se dogaja v celoti. Spomnite se izraza prirojena imunost in naučena imunost. To, kar je schematsko tukaj prikazano v tem zgornjem pravokotniku, je to, kar ste prej videli na oni sliki vnetja. Tam, kjer smo videli kožo, kapilaro, mnogo celic in tako naprej. To tukaj so tisti, se spomnite, udiralci, ne, virusi, bakterije, paraziti, lahko so tudi glivice. Lahko so tudi, kot sem rekel, tumorske celice, pod narekovajih naši tumori, ker tumor je v našem telesu iz naše celice, vendar, ko on začne oblikovati, ko se spremeni njegovo jedro naše celice, on je tujka v našem telesu, ta celica. In ta tujka je takoj predmet obdelave teh limfocitov tudi. Namreč, na področju, kasneje boste videli en kratek film, sem tudi prevedel, ki opisuje in prikazuje te dendritične celice. Dendritične celice nastanejo tudi od neutrofilcev in njihova značilnost je, da prenašajo iz kraja vnetja, torej za samega kraja udora, prenašajo do bezgavk. Premikajo se proti lokalnim bezgavkam in na sebi nosijo antigenski peptid. Peptid je za tiste, ki veste malo kemijo, ampak za vas, ki ne veste, bom rekel, en del beljakovine. Beljakovine so strašno velike molekule in beljakovine so težke za prebrati, da rečemo. Če pa se vzame od ene verige beljakovine en del, en peptid in se prinese na vpogled te celicam, njim je zadost, da vedo, da je to nekaj tujega, ker to za njih ni tisto, kaj so se naučile nekoč v timusu. Se spomnite? Timusa in učenja iz materinega telesa in prvih letih življenja. In oni to spoznajo, da to ni njihova snov in potem začno aktivirati, to pomeni proliferacija in diferenciacija, torej razmnoževati T limfocite in B celice, B limfocite. Te limfociti bodo se pretvorili v takozvane citotoksične limfocite, ki lahko spet pridejo in uničujejo patogen kot celica, samo ne s požiranjem, kot sem prej omenil,
vendar z specifičnim napadom, kot sem rekel, na določen del proteina v membrani, recimo tega patogena. Ne. B celice, za njih je pa značilno, prav tako se morajo razmnožiti, za njih je pa značilno, da proizvajajo protitelesa in s tem takozvano humoralno imunost. Humoralna imunost je razlika od celične imunosti, ker ko imamo celično ali celularno imunost, ker napada celica, pri humoralni imunosti napadajo kemične snovi, konkretno protitelesa. Kemične snovi, to so protitelesa, ki so sestavljena od dolgih in kratkih verig, nam zelo dobro znani imunoglobulini, tipa M, tipa G, tipa A in E. E ni toliko pomemben v tem, ampak to mogoče bo Lidija naslednjič nekaj o tem spregovorila, ko bo mogoče kaj o alergijah govorila. Tu, v tem delu je dobro vedeti, da B celice, če bi proizvajale samo iz sebe ta protitelesa, teh protiteles ne bi bilo zadosti. Oziroma, bilo bi jih toliko, koliko je teh B celic. B celice se lahko pretvorijo v takozvane plazmatke. To so pa spet neka vrsta B limfocitov, ki so značilni po tem, da za dalj časa, mogoče nekaj let, celo proizvajajo določeni imunoglobulin. In zato lahko včasih na podlagi teh imunoglobulinov mi sklepamo za nazaj, da je nek dobil bolan za neko boleznjo, če najdemo te specifične imunoglobuline. To je to. Zdaj se vračamo nazaj, ko sem rekel na naš strip. Ali ga je zdaj lažje razumeti? Zdaj berete tam T limfociti, B limfociti. Kaj ima B limfocit v roki? Kaj nosi B limfocit v roki? Eno torbo, ne? Torbo, in v torbi so protitelesa. Ne? O B limfociti smo govorili. T limfocit, škoda, da ga niso narisali s pištolo v roki, to bi bilo bolj idealno. Ne? Drugič mogoče mu jaz narišem dodatno pištolo v roki in oni lepo grejo na svojo aktivnost. Ne? Spomnite se tistega Rusa, ki so ga zastrupili v Londonu. Kako je že bilo ime? Litvinenko. Ja. Ja, tako se to dela. Ja, jaz ne govorim o vojnah, veste, jaz govorim o imunosti. In sedaj za konec, samo še moj kratki filmček. The functioning of the human body is very complex. Our immune system protects the body against intruders, such as bacteria and viruses. The skin is an important protection device of the body against intruders. The protection by the skin can be broken, for example, by a splinter. This way, bacteria are able to intrude in our body. These bacteria are regarded as non-self substances. Our immune system will try to destroy these non-self cells. We call this an inflammatory response. We will now show you what the process of such an inflammatory response is. In our immune system, many cells play a part, among which white blood cells. An important white blood cell is the macrophage. The macrophage recognizes the bacterium as a non-self substance and engulfs it. The bacterium is slowly destroyed in the macrophage until only very small pieces are left. These little pieces of bacterium are made visible on the outside by the macrophage. This way, the other cells of the immune system are able to notice that a bacterium has entered the body. Apart from that, something else is happening. Since the macrophage engulfs the bacterium, it creates inflammatory substances. These substances are called cytokines. Cytokines bind themselves to receptors on cells. Cytokines exactly fit the shape of such a receptor, like a key in a keyhole. In this manner, the cytokine communicates to another cell. For example, a cytokine is able to warn a macrophage from the position of another macrophage that bacteria are near that have to be destroyed. This is an important step in the inflammatory response. At the point of the inflammation, the amount of macrophages then increases in order to destroy the bacteria. The macrophages are, however, not able to destroy all bacteria. The macrophages, therefore, go to the lymph nodes in our body in order to warn other cells of the immune system that an inflammatory response is taking place.
These lymph nodes are important with regard to the defense of the body. Lymph nodes are information centers where cells of the immune system meet in order to exchange information. The macrophages that have engulfed bacteria at the point of the inflammation come into contact with T cells in the lymph nodes. B cells are also present there. Both are white blood cells that play an important part in the inflammatory process. T cells recognize the bacterium pieces on the outside of the macrophage. The T cells bind themselves to those pieces of bacterium on the macrophage, and they become active. The B cells also become active. After this activation, the T cells and B cells divide until a large quantity of these cells has come into being. The T cells and B cells go to the spot of the inflammation. At the spot of the inflammation, the T cells help the other inflammatory cells to attack the bacteria as effectively as possible. This way, they help the macrophages to make more cytokines, which are the inflammatory substances. And they attack bacteria in order to destroy them. As soon as all bacteria have been destroyed, the inflammatory response ceases. In case of an autoimmune disease, the self cells and components are being attacked instead of non-self cells. The exact cause of this is unknown. In this situation, the macrophages also make cytokines. The inflammatory response that accordingly follows against the self cells is about equal to the response against the non-self cells, such as bacteria. So, in case of an autoimmune disease, the self cells are being attacked and damaged. There are many self cells that are being created over and over again. Because of this, the inflammation does not stop, but it continues. This is what we call a chronic inflammatory response. At the spot of the chronic inflammation, many cytokines, macrophages, T cells and B cells are present. The joint activity of these cells and substances causes damage to our body at the location of the inflammation.